Jutri, se pravi četrtek, 28. januarja, bo državni zbor dokončno odločal o predlogu zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Zaradi določenih rešitev v tem zakonu nas je 37 podpisnikov podpisalo peticijo, s katero nasprotujemo navedenemu zakonu. Podpisniki ugotavljamo, da je predlagatelj zakona podlegel interesom vplivnih županov v parlamentu, zato so predlagane spremembe in dopolnitve nestrokovne in v nasprotju z nacionalnimi interesi. Gre za izrazit primer, ki dokazuje, da je treba nujno ločiti poslansko funkcijo z nacionalnimi nalogami od županske funkcije z lokalnimi interesi. Zakonska rešitev, ki določa, da dobijo skoraj polovico koncesnine občine, na katerih območju so državni gozdovi, ne bi smela povzročiti novih obremenitev proračuna, a jih napovedujejo celo predlagatelji zakona. Po nespametni denacionalizaciji državnih gozdov bo ta sprememba ne samo onemogočila povečevanje površin javnih gozdov, temveč bo razvrednotila tudi njihov skromni preostanek. Taka prikrita privatizacija bo imela neslutene posledice, saj se bo vse bolj krepil privatni interes, kar bo privedlo do vse večjega omejevanja prostega gibanja v naravi, okrepile se bodo zahteve po lokalnih in zasebnih loviščih. Zato take spremembe niso sprejemljive in niso v javnem interesu. Hkrati podpisniki poudarjamo, da bi bil z novelo predvideni prenos dela gozdarjev iz Zavoda za gozdove Slovenije v službe sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, celostno gledano neracionalna odločitev, gotovo pa bi bil to začetek razkroja enotne gozdarske službe, ki zagotavlja javni interes v vseh gozdovju. Takšna rešitev je tudi v nasprotju z resolucijo o nacionalnem programu gozdarstva, ki jo je novembra 2007 soglasno sprejel državni zbor. Med podpisniki peticije so med drugim Niko Rajner, magister Janez Černač, dr. Dušan Mlinšek, dr. Dušan Plut, dr. Niko Toreli, dr. Lučka Kajfež-Bogataj, dr. Boris Krištofek, Hubert Dolinšek, Bruno Skomavc, Marko Kmecl, dr. Miha Adamic, Srečko Čater, magister Blaž Kavčik, dr. Boris Vezjak in Dragoš Črnjavič.